Dober večer, prav lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Od ustanovitve mesta Tita Livija. Prevoda iz latinščine, ki ga je kot svoj žal poslednji prevod pripravil akademik profesor dr. Primož Simoniti. Pred vami je tokrat šele prvi zvezek iz predvidoma zbirke 6 zvezkov obsežne zgodovine Livija, ki jo je zapisal o večnem mestu Rimu. Ta prvi zvezek obsega knjige od 1 do 5, koliko pa je vseh teh knjig, bomo seveda lahko slišali iz pogovora današnjega z samimi zelo uglednimi poznavalci rimske zgodovine, latinske književnosti in seveda tudi izjemnimi prevajalci. Z nami so danes docent dr. David Maurin, ki je tudi urednik te knjige in predvidoma, upamo seveda, tudi urednik vseh naslednjih knjig. Toplo pa pozdravljam tudi izrednega profesorja doktorja Mateja Hriberška, ki bo predvidoma prevajal tretji zvezek Livijeve zgodovine, torej tisti zvezek, ki naj bi šel v letu 2024. In na moji desni pozdravljam tudi docenta, dr. Aleša Maura, ki je prevajal, ki pa pripravlja prevod v drugega zvezka, ki naj bi šel do konca letošnjega leta. In seveda prav lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes tukaj zbrani. To ni samo poklon seveda neki pretekli zgodovini. To ni samo poklon slovenskemu jeziku kot prevodnemu jeziku te obsežne Livijeve zgodovine. To je tudi izjemen poklon nekdanjemu predsedniku Slovenske matice, akademiku Primožu Simonitiju, in pa seveda tudi vsem današnjim gostom, ki pri tej knjigi sodelujejo. Pa da ne bomo, ker se nekaterim, kot sem bila obveščena, nekoliko mudi, naj začnemo kar tako pri začetku, bi rekel Livij, kaj ne, ker on piše svojo zgodovino od ustanovitve mesta. Torej, začnimo tam, kjer se je ta zgodovina začela pisati in pri osebnosti samega zgodovinarja Livija. Zanimiva je, naslovim to vprašanje najprej na urednika Davida Maurina. Zanimiva je ta zgodovina predvsem tako zaradi svojega obsega, kot zaradi svojega koncepta, da poskuša ubesediti zgodovino od samega začetka. Če to primerjamo seveda tudi z nekaterimi Tacitovimi zgodovinopisjem v Rimu ali pa tudi z najbolj znanimi grškimi zgodovinarji, kot sta Herodot, pa še zlasti vemo, da Tukidides se osredotoča samo na nek določen zgodovinski dogodek, je seveda ta epohalni zamah ima neke, bi rekla, vplive tega pozne grške dobe, grškega tudi helenizma in pa seveda tudi kasnejšega rimskega zgodovinopisja. Kam bi Livija, torej tu v rimskem zgodovinopisju in v primerjavi z grškim zgodovinopisjem, ki ga mi poznamo, umestili? Najlepša hvala za to prijazno predstavitev, pa seveda za to dragoceno vprašanje. Jaz bi rekel, da to, kar Livija tukaj določa, je seveda nek refleks samih začetkov rimskega zgodovinopisja. Rimsko zgodovinopisje praktično ne obstaja do druge punske vojne, ki pa je potem sprožilec seveda za to, da se
stvar začne pisati in eden prvih, ki se tega loti, je seveda Piktor, ki začne pisati točno na ta način. Njegova zgodovina se definira kot zgodovina ab urbe condita. On vzpostavi tip zgodovinopisja, ki ga potem Livy na nek način posvoji. To, kar imamo zdaj tukaj pred sabo, je seveda neke vrste novum, ampak hkrati je pa cepljeno na to prav izrazito rimsko tradicijo, pa tudi na način, kot je bila zastavljena seveda pri teh prvih zgodovinopiscih. Seveda prvi rimski historiografi pišejo v grščini, to je znano. Livy se na nek način priključi temu, hkrati se od njih distancira se zlasti od monografskih predstavitev, vključi se v letopisno tradicijo. To je nekaj, kar kako celostno zaokroži njegovo zgodbo. Omenili ste to letopisno tradicijo, tudi sam imenuje to svojo zgodovino kot anales. Kdaj pa potem dobimo ta naslov, oziroma odkot ta naslov od ustanovitve mesta in seveda morda nekaj kratkega tudi o samem Livyju, ki je vendarle doma z Padove, današnje Padove, in vendarle tudi najbrž ta prostor določa na kakršenkoli način karakteristike njegovega pisanja. Vemo, da obstaja poseben izraz, ki naj bi določeval nekako tudi ta njegov slog. Ja, absolutno. Skratka, ta naslov dejansko ni njegov. On o svoji zgodovini govori kot, mislim, da uporablja besedo anales, pojavlja se ta naslov dejansko v rokopisni tradiciji. Ampak to, kar pa on je, to pa je seveda definirano z njegovim izhodiščem. To, kar smo zdaj slišali, je nekaj, kar zelo pogosto najdemo v opisih njegovega pisanja. Mislim, da to pride od izraza, ki ga je zanj uporabil Azin in Polion, da se v njegovem pisanju zaznava patavinitas. Patavinitas zato, ker je on izhajal iz Padove, Patavium se je reklo temu mestu po latinsko, bi bil pa mogoče na samem začetku nekoliko kritičen do človeka, ki to oznako izreka. Skratka, Azin in Polion to pove nekoliko posmehljivo. Skratka, da Livy ne ujame norme, ki velja za prestolnico. Ampak hkrati je pa seveda treba vedeti, da je bil ravno Azin in Polion tisti, ki je skušal Padovo v državljanski vojni, ki je pravzaprav Livyja tudi na nek način zaznamovala, dobiti na svojo stran in ki mu to ni uspelo. Skratka, Padova se je takrat odločila za senat, on je skušal še prek nekih drugih mehanizmov dobiti premožnejše prebivalce k sebi, tudi to mu ni uspelo. Tako da, ko on servira to oznako, težko pozabimo na to, da je to oznaka, ki je servirana v nekem političnem kontekstu, hočeš, nočeš. On je bil zaznamovan seveda s tem, tako da jo je treba imeti z določeno rezervo. Morda čisto za pokušino začetek, torej predgovor, da preberem nekaj odlomkov, iz katerih bomo zaznali tudi imenitnost samega prevoda. Ali bom poplačan za trud, če popišem zgodovino rimskega ljudstva od začetkov mesta, ne vem dovolj dobro. In tudi, ko bi vedel, si ne bi upal reči. Vidim namreč, da gre za staro in splošno razširjeno snov, ko zmeraj novi pisci mislijo, da bodo prinesli kaj stvarno zanesljivejšega ali s pripovedno umetnostjo prekosili starinsko okornost. Kakorkoli že bo, kljub vsemu bom vesel, če bom tudi sam po najboljših močeh kaj prispeval k spominu na zgodovino prvega ljudstva na zemlji.
In če bo ostal moj sloves v tolikšni množici piscev v temi, mi bosta v tolažbo stopnja dostojanstva in veličina tistih, ki bodo zasenčili moje ime. Poleg tega gre za neizmerno delo o državi, ki traja čez 700 let. In je, čeprav izvira iz neznatnih začetkov, narasla do te mere, da že boleha za svojo velikostjo. Ne dvomim tudi, da bodo prvi začetki in tem začetkom bližnji dogodki v manjše zadovoljstvo večini bralcev, ki se jim bo mudilo v te naše čase, ko moči že od nekdaj premogočnega ljudstva izčrpavajo samo sebe. Jaz si bom v nasprotju z njimi iskal nagrado za trud tudi v tem, da obrnem pogled stran od zla, ki ga je toliko let videla naša doba. Vsaj tako dolgo, dokler z vsem srcem obnavljam davno preteklost, ne meneč se za vse skrbi, ki pisca sicer ne morejo odvrniti od resnice, a ga lahko navdajajo z nemirom. Ta imenitni uvod kaže na eni strani seveda na veličino slovi, ki jo Livij popisuje, in seveda hkrati na ta njegov občutek majhnosti, predvsem to obsežnostjo rimske zgodovine. Vi ste, dr. Hriberšek, že nekajkrat imenitno povzeli nekako samo Livijevo delo, bi morda nekoliko za boljši pregled osvetlili, kako je pravzaprav, koliko knjig obsega, kako je razdeljeno in seveda tudi, kaj je žal ohranjeno. Torej, ohranjeni del Livijevega opusa danes vemo, oziroma obsega 142 knjig. Domneva se, da je celotno delo obsegalo 150 knjig, ampak za 142 lahko potrdimo, da jih je bilo gotovo. Zdaj, od teh 142 knjig je ohranjenih 35, se pravi, predvidoma 7 knjig si lahko obetamo v naslednjih toliko in toliko letih. In sicer knjige od 1 do 10, ki pravzaprav opisujejo obdobje kraljestva in republike, potem knjige od 21 do 45. Od vseh ostale knjige niso ohranjene, so nam pa ohranjeni kratki vsebinski povzetki, tako imenovane periohe ali epitome, v katerih so poznejši, sicer neznani avtorji, na kratko povzeli vsebino teh knjig. Te periohe so različno dolge, od razmeroma obsežnih do čisto kratkih informativnih, tako da vpogled v vsebino imamo. Kar zadeva pa delitev samega dela, ne vemo, ali ga je že razdelil Livij sam, ampak celotno delo se je delilo nekako na dekade in pentade. Najbolj sprejeta je pa v bistvu delitev na skupine po 15 knjig. In sicer prvih 15 knjig njegove zgodovine gre od mitičnih začetkov do prve punske vojne, naslednjih 15, torej druga punska vojna in makedonska vojna, potem naslednja, tretja 15-tica govori o tretji punski vojni in posegu na vzhod Rima. Naslednje skupine knjig pa so v bistvu fokusirane bolj na dosežke nekaterih vidnih posameznikov iz rimske zgodovine. Na Scipiona Afričana, potem Gaja Marija, Sulo, Julija Cezarja in Avgusta. Torej, zgodovina se konča z to 142. knjigo, in sicer dogodek, o katerem še govori pravzaprav
kot čase z vojno proti Germanom. Domneva se, da je Livij nameraval napisati, kot rečeno, 150 knjig, da bi se v bistvu opus zaključil s cesarjem Avgustom, ampak ga je potem prehitela smrt leta 17 po Kristusu. Tako da v teh 142 ali predvidoma 150 knjigah imamo res celotno rimsko zgodovino, ki pa se je, tako kot je Livij za rimsko državo v uvodu zapisal, da se že šibi pod lastno težo, se je tudi njegov gromozanski opus verjetno že hitro začel šibiti pod svojo lastno težo in verjetno tudi zato samo deloma ohranjen. Čisto preprosto povedano, delo je bilo za povprečnega bralca tistega časa preobsežno. Se zamislite, 142 knjig, pri pisanju je verjetno povprečno napisal 3 do 4 knjige letno, skozi 30-40 let. In to je bilo, torej imeti tako delo doma na knjižni polici, si predstavljate, za tiste čase je bilo nekaj neverjetnega. Tako da si z lahkoto predstavljam, kako so recimo poznantična, manjša zgodovinska dela, kot je bil recimo Breviarij Eutropijev, ki si ga lahko na dušek prebral, za povprečnega bralca veliko bolj sprejemljiva, kot pa takšna sicer zelo lepo napisana, poglobljena zgodovina, ampak seveda ne finančno in ne časovno si večina ljudi tega ni mogla privoščiti. Ja, hvala za ta nazorni prikaz izjemnega obsega, pa vendarle nekaj ste že označili glede same vsebine dela, seveda tudi začetkov, od samih mitoloških začetkov Rima in zlasti seveda prehoda Eneja v Italijo. Vendarle pa hkrati nakazuje to delo tudi na to, da je vendarle izrazito bil pa naklonjen nekemu času, v katerem pa je živel. To je tudi ta čas, ki ga je hotel popisati najbolj izrazito. Torej, dejansko je tako, da Livij v teh svojih opisih torej želi predstaviti, seveda, najbolj ga seveda zanima obdobje republike, ki je torej mitične začetke obdobja kraljestva obdela razmeroma na kratko, ker se zaveda, da o teh stvarih ne ve veliko, da za to obdobje nima ustreznih virov. Veliko več pa pove seveda o obdobju republike in največ pa seveda o tisti zgodovini, ki jo je lahko še na svoji lastni koži doživljal, se pravi obdobje Cezarja, potem pa Avgusta. In to so tudi tista obdobja, ki ga tudi najbolj zanima in so zato bila tudi najbolj popisana, ampak kot rečeno so tudi najslabše ohranjena. To pa je že povezano seveda z poznejšo predajo in tradicijo, kjer so se ohranile tiste knjige, ki so bile verjetno najbolj zanimive za širše bralstvo. To pa so ravno ti začetki Rima, začetki Rima, ki so povezani ne samo s temi legendarnimi izvori, ampak tudi začetki rimske državotvornosti, rimske religije, oblikovanja verskega življenja, oblikovanja vojaškega in družbene ureditve in vojaškega sistema in pa obdobje, ko je Rim postajal seveda svetovna velesila. To je pa obdobje punskih vojn in posega na vzhod. Omenili ste seveda to tudi pričevanje nekega časa, ki ga je živel. Na kak način pa je pravzaprav dr. Aleš Maver to pričevanje zapisano zdaj, ko prevajate drugi zvezek, vendarle že imate neko izkušnjo z Livijem in tako vsebinskim oziroma
njegovo osredotočenostjo na posamezne dogodke, kot seveda tudi z njegovo slogovno tendenco. Zanimivo je, da seveda Livij ni bil tisti, ki bi se udeleževal aktivno nekega političnega, tudi vojaškega življenja Rima, tako da lahko rečemo, da je bil nekakšen opazovalec strani. Mogoče bi lahko rekli celo, da je bil voajer, ampak šalo na stran. Stavek, ki si ga moji študentje in študentke pri pouku vse rimske zgodovine najbolj zapomnijo, en stavek, ki ga vsako leto povem s posebnim poudarkom, to je Livij laže. To seveda ni mišljeno čisto zares, ampak s tem hočem ponazoriti, kako se je pogled na Livija in njegovo verodostojnost dramatično spremenil konec 18. začetku 19. stoletja, skoraj sočasno s tako imenovanim homerskim vprašanjem, ko je nemška filološka kritika postavila vse dotedanje gotovosti na glavo. Livij je gotovo eden tistih antičnih avtorjev, ki ga je ta radikalna kritika najbolj prizadela, in s tem se še danes soočamo vsi, ki poskušamo predstaviti rimsko zgodovino, ker imaš dva popolnoma različna pristopa k rimski zgodovini. Ena je tista, ki jo predvsem italijanski in v veliki meri ameriški zgodovinarji peljejo in se drži Livijeve zgodnje zgodovine Rima. Druga je nemška in deloma britanska, pa tudi kak Američan se vmes najde, ki pa se bolj drži domneve, da vse to, kar preberemo v prvi Livijevi dekadi, se pravi, oziroma v prvi Livijevi pentadi bolj, se pravi v prvih 5 knjigah do keltske osvojitve Rima, da je vse to treba jemati z veliko rezervo. In to je tudi tisto, kar se zelo vpliva na današnji pogled na Livija. Tako moram priznati, da sam sem ga najprej spoznal kot lažnivca, pod narekovaji, in ker me je ta veličastna zgradba nemške filološke kritike na neki točki povsem prevzela, mu nisem več nič verjel na neki točki. Zdaj sem že malo bolj se vračam k romantičnim predstavam svoje mladosti. Ne grem se tako daleč kot nekateri italijanski arheologi, ki zagovarjajo to, da je bil Romul zgodovinski lik. Ampak vsekakor mislim, da je to vprašanje, koliko je Livij res zanesljiv vodnik po tej zgodnji zgodovini Rima, zelo zanimivo in tudi odgovor nanj ni enoznačen. Mogoče bi zdaj s tem opozoril še na en paradoks, ki ga opažam se tudi pri prevajanju, kar ste omenili in kar je povezano s tistim, kar je že David povedal, in David tudi zelo dobro izpostavlja v svoji spremni besedi, da Livij kljub svojemu izpostavljenemu mestu v našem današnjem pojmovanju rimske historiografije ne pripada njegovemu osrednjemu toku. Ta tok pa so tvorili ljudje, ki so bili bodisi osebno senatorji, bodisi so bili s tradicijami, ki jih je senat razvil, in so se potem deloma ohranile tja v pozno antiko. Spet to je osrednji tok. Livija tukaj ni in tukaj je res, po mojem mnenju, pa se mi je to šele zdaj pravzaprav porodilo, osrednji paradoks Livijevega mesta v rimskem zgodovinopisju. Namreč, če neki povprečni poznavalec rimske zgodovine in rimskega zgodovinopisja razmišlja o rimskem zgodovinopisju, potem bo danes Livij avtor rimskega zgodovinopisja, oziroma tisti, ki je nekako najbolj uveljavil tisto smer v rimskem zgodovinopisju, ki bi danes rekli imperialistična. Danes zelo radi operiramo s tem pojmom imperializem in nekako se nam zdi, da je Livij tisti, ki je zakoličil to predstavo o Rimu, ko smo slišali tudi v predgovoru, največji, najsijajnejši svetovni skupnosti. No, mimogrede, eden od glavnih izzivov, s katerim se trenutno svetujeme, kako
posloveniti nekatere politične pojme. Vidimo, da je profesor Simoniti še zelo radodarno uporabljal pojem država. Zdaj pa bom težko stopil pred svoj razred naslednje leto, ko bo ta knjiga, upam, že zunaj, ko praktično pri vsaki uri trobim, da v antiki države ni. Ne. Tako da tu se moram še... Je pa res, da beseda skupnost ne pove vsega tega, kar pove beseda država. Drugi veliki izziv pa je seveda slovenjenje izjemno dolgih Livijevih stavčnih period. Lahko rečemo, da je bil mojster in ljubitelj ustvarjanja dolgih stavčnih period in tukaj se postavlja vprašanje, do kolikšne mere to ohranjati, do kolikšne mere pa vendarle to množico mnogovezi razbiti, da bi morda bila bolj dostopna slovenskemu bralcu. No, pred kakšnimi 20 leti zame ta odgovor sploh ne bil težek, ker sem bil tudi sam prisegal na dolge stavčne periode in stavek, ki ni imel, oziroma poved, ki ni imela pol strani, zame ni štela nič. Medtem ko sem tudi pod vplivom profesorja Špeliča, ki pa je ravno nasprotno v smeri, me je vedno za vzor postavljal hrvaškega prevajalca, mislim, da je frančiškan, Marijan Mandac, ki pa je bil mojster tega razbijanja dolgih stavčnih period na manjše dele in mislim, da se bom sam bolj odločal, koliko je mogoče za to varianto. Res pa je, da potem se vedno zastavlja vprašanje, koliko Livijevega duha je pa s tem še ohranjen. Koliko se mi zdi, je profesor Simoniti bil kar precej zvest tudi tej stavčni zgradbi, ki jo je našel. Da končam s paradoksom, o katerem sem prej govoril. Paradoks v tem, da nekdo, ki velja danes za človeka, ki je vzpostavil predstavo o Rimu kot imperiju, ki mu je bilo že od nekdaj v zibelko položeno, da bo vladal svetu in ki so ga vse še v mojih šolskih časih vedno tudi obtoževali, da je pravzaprav Oktavijanov petoliznik, čeprav takrat nismo zelo izpostavljali, seveda, da ne sam Oktavijan ga pa krstil za Pompejanca, da je bil to v bistvu outsider, nekdo, ki ni pripadal eliti, ki je imela v Rimu glavno besedo, pa je na neki način nam zapustil najbolj imperialno podobo Rima. Ampak se ta paradoks ni samo rimski, mislim, da se tudi v kakšnih drugih okoljih, kasnejših obdobjih najdejo primeri, ko pravzaprav ljudje, ki so ohranili to idealno podobo nekega imperija ali pa neke skupnosti, sploh niso pripadali najvišji plasti elite, čeprav je to mogoče pri Liviju res precej izrazito. No, in mislim, da smo vsi trije prebrali oceno Mihaela von Albrechts, da je daleč najbolj nebogljen Livij takrat, kadar opisuje vojaško dogajanje, ker o njem ni imel pojma. To je podobno kot jaz, kadar v svojih skriptih pišem o bitkah, pa če bi mi kak študent, katerega mislim, da se spozna na vojaško zgodovino, rekel, da so Rimljani v bitki pri Cannae že uporabljali puške, bi mu verjel. Hvala lepa. Kar nekaj iztočnih za nadaljnji pogovor smo dobili, ampak ker je bilo toliko besed o imperialistični zgodovini, dovolite, da malo delim z vami ta opis, Livijev opis Rima. Niso bogovi in ljudje brez razloga izbrali kraja za ustanovitev tega mesta. Izbrali so nadvse zdrave griče, reko na ugodnem kraju, po kateri se dovažajo pridelki iz notranjosti dežele, po kateri sprejemamo uvozno blago iz obmorskih krajev,
morje v soseščini s svojimi ugodnostmi, vendar ne preblizu in zato ne preveč izpostavljeno nevarnosti tujih ladjev, pa v srednjo pokrajino Italije prostor enkratno primeren za rast mesta. Dokaz je velikost tako mladega mesta. Leto 365 oteče mesto Quiriti. Tako dolgo se že vojskujete s tolikšnim številom prastarih ljudstev, pri tem pa, da ne govorimo o posameznih mestih, vam v vojni niso kos ne Volski v zavezništvu z Ekvi, toliko silnih mest, ne celotna Etrurija tako cvetoča, ki na kopnem in na morju in med dvema morjema zaobsega vso širino Italije. Kaj za vraga je razlog, da bi po takih izkušnjah preizkušali drugačne možnosti? Recimo, da bi lahko prešel vaš pogum kam drugam, srečnosti tega kraja zagotovo ni mogoče prenesti. Tu je Kapitol, kjer je bil nekoč ob najdbi človeške glave dan odgovor, da bo tu glava sveta in najvišja oblast. Tu se, ko naj bi bili po nekem ptičjem znamenju naredili prostor in sta dala premakniti Juventa in Termin ob velikanskem veselju vaših očetov. Tu je vest in ogenj. Tu so padli z neba ščiti, tu bivajo vsi bogovi, ki so vam milostni, če ostanete. David Momrin, kaj reči, seveda zdaj, ob tem pisanju bi lahko rekli, da je to nekakšen literarni zgodovina tudi z vsem svojim patosom. Ja, absolutno. To, kar pravzaprav tukaj beremo, je slog, ki je zavestno drugačen od tistega sloga, ki se je ravno tako uveljavil v rimskem zgodovinopisju. Sloga, ki ga je Sallusti pobral pri grških zgodovinarjih, ki je bil zavestno jedrnat, tudi na nek način atipičen, sintaktično, ki je izbiral besede, ki niso bile zelo veliko v uporabi, ampak ki je bil najbrž tudi deloma zaradi tega primeren predvsem za krajše monografske obdelave. Tisto, kar pa tukaj Levi uporabi, je pa čisto nek nov slog, ki se pa bistveno bolj zgleduje po kakšnem Ciceronu, ki se mu kasneje, famozen opis je pri Quintilianu seveda, vzdeli skrajno enigmatično besedno zvezo lactea ubertas, kar pomeni mlečno obilje. Članki se pišejo na to temo, kaj mlečno obilje je, kaj ne bi, v resnici ne vemo, ampak mogoče je mišljeno to pretakanje mleka, če si predstavljate vizualno, kako gladko teče, mogoče je mišljena hranljivost. Metafora je taka, da lahko na veliko nivojih funkcionira. Je pa očitno to nekaj takega, kar se je zelo prijelo. To mi je bilo zelo všeč, kar je Aleš izpostavil, ta obstranstvo Livija. Ne samo, da ga je Avgust označil za Pompejanca. V enem od svojih bolj lucidnih trenutkov je Caligula zanj rekel, da je bil, tako že reče, besedljiv, pa zelo nenatančen, kar se tiče zgodovine. Skratka, tukaj vidimo popolnoma poblaznelen cesarju nenavaden uvid v Livijevo rabo virov. V nekaj, kar so mu tudi kasneje, če gremo spet nazaj, nemški zgodovinarji učitali, ampak hkrati je bil pa Livij absoluten ljubljenec občinstva. Obstaja slovita zgodba, ki jo mislim, da ima Plinij mlajši, pripoveduje v svojih pismih se pogovarja s svojim korespondentom in reče, da je gotovo že slišal za človeka, ki je prišel v Rim
iz Gadov, skratka iz skrajnega konca Hispanije, na oni strani Herkulovih, skratka blizu Gibraltarja, ampak že na atlantski strani, ne? Ki je prišel od tam v Rim zato, da bi videl Livijo. In potem ga je videl in potem je šel nazaj. Očitno ostale stvari v Rimu ga niso zanimale. In to je bila zgodba, ki so si jo očitno Rimljani pripovedovali. Ne? Skratka, tak neverjeten zvezdniški položaj je imel že za časa svojega življenja. Druga stvar, ne, ki mi pa vedno pravzaprav pade na misel, ne, je pa, če smo spet pri Pliniju mlajšem, je pa to njegovo famozno pismo ob izbruhu Vezuva, ne, ki se ga vsi spomnite. Ne. Skratka, izbruh na Vezuv, njegov stric, Plinij starejši, gre tja, pomaga preučevati karkoli, pa ga vpraša, pa reče Plinij mlajši, da ne bi šel zraven, da se bo predal svojim študijam. Ne. V tisti točki še ne vemo, ampak potem je zraven še eno pismo, Tacitu se mi zdi, in reče, ja, potem bi bil pa ponoč potres, skratka, cel kup enih strašnih dogodkov, mama je prišla, me zvlekla ven, vsi so strmeli, tisto dogaja, razumete, kataklizmična scena, padec mesta in vse. Jaz pa, bil je takrat star 17 let, tako da mogoče imeti nekoliko mladostne treme o tem. Jaz sem pa tisti čas porabil za to, da sem bral Livijo. Skratka, to je tekst, ki ga človek bere celo takrat, ko svet pada s tečajem. Hvala tudi za te anekdotične prvine o Liviju, pa vendarle še neko temo je odprl Aleš Maurer, to je seveda, kako teče Simonitijev prevod. Vi ste bili urednik, vem, da ste že pred skoraj 5 leti dobili v roke ta prevod, koliko je bil pravzaprav dokončan, kako je potekalo uredniško delo, če morda koliko to osvetlite. Tukaj sem bil pravzaprav največjih zadreg doslej pri svojem uredniškem delu, zaradi tega, ker je ta prevod seveda mojstrovina. Ta prevod je prevod, ki je prevod pisca, ki je prebralcu ogromno pomenil. Mislim, da smo vsi tukaj poslušali Simonitija, ki je predaval o historiografiji dolga leta, skratka v Liviju je imel izrazito izdelana stališča, ogromno nekega osebnega angažmaja v tem. On se je seveda tega lotil z mislijo, da mu bo dano, da bo več tega lahko dokončal, ampak potem je v neki točki sklenil, da bo ta pentada tisto, kar bo res izbrusil. Tako da se je resnično vračal, se mi zdi, kar nekajkrat k celi stvari. Tako da jaz sem imel, skoraj bi rekel, tresočo roko, ko sem se tega loteval. Zaradi tega, ker je tekst objektivno mojstrovina. Če sem odkrit, sem se čisto zavestno odločil, da bojo posegi res kar najmanjši. So bili trenutki, ko sem se mogel ugrizniti v vse, kar se človek lahko ugrizne, zaradi tega, ker če bi se lahko s prevajalcem pogovarjal, bi kakšno stvar prediskutiral. Recimo, prevajanje osebnih imen je ena taka stvar, ki je izrazito subjudike v naši stroki še vedno. Tam bi mogoče kakšno stvar drugače obrnil, ampak seveda nisem hotel poseči v tisto, kar je on pustil za sabo. Tako da moje posegi so bili, kar se teksta tiče, res minimalistični. Skratka, tam, kjer sem videl, da je bila kakšna zatipkanina ali pa mogoče kakšna nedoslednost, sem tisto izbrusil. Je bilo pa seveda veliko posegov, kar se tiče razdelitve knjige kot take. Simonitij za sabo pustil tekst. Tekst, kot bi rekel, gmoto teksta, ki so jo delile samo posamezne knjige. Razmišljal sem kar nekaj časa, kako se zdaj tega lotiti. K sreči se je njegova družina, njegova
hči, gospa Veronika Simoniti, se je odločila, da bo njegovo knjižnico pustila, da bo prepustila njegovo knjižnici oddelka za klasično filologijo na Filozofski fakulteti. In tam je bila tudi, se jo imamo med sabo, najlepša hvala še enkrat. Tam je bil tudi tekst, po katerem je on delal. Kritična izdaja, ki jo je on uporabljal. Sem pa tja kakšen zapisek, na koncu je napisal datum, ko je končal. In takrat sem se odločil, da bo v bistvu tisto meritoren tekst, po katerem bo tudi ta knjiga urejena. Tako da so elementi, ki so v tistem tekstu, so pravzaprav zdaj tudi tukaj. Členitev, pa potem vsi ti indeksi, ki pravzaprav tekst odprejo bralcu. Ena od stvari, ki so dodane, so tudi ti mednaslovi. Mednaslovi so bili zavestno dodani v smislu tega, da vem, da je za bralca, ki ni mogoče z področja samega relativno naporno velikanske gmote teksta predihati, če nima neke osnovne informacije o tem, kje se giblje, ki jo danes pravzaprav pričakuješ. Tukaj sem en tekst, v katerem sem razmišljal kot na nek način model, zato je seveda svetopismo. Svetopismo je ravno tako v osnovi dolga gmota teksta, ki je pa seveda v vseh izdajah členjena z nekimi mednaslovi, ki pomagajo človeku, ki to bere, da se locira, da se pravzaprav orientira, da se vzpostavi neki horizont pričakovanja. In na ta način je zdaj tudi besedilo tukaj razčlenjeno. Zelo jasno je nakazano, kaj so uredniški. Skratka, tukaj smo se z oblikovalcem nekoliko igrali s to rokopisno tradicijo. Tisto, kar je z rdečo, je dodano. Dodanih je seveda še več stvari. Dodane so lokacije posameznih vrstic, dodane so lokacije posameznih poglavij. Nek kup reči, ki jih seveda v izvirniku ni bilo, ampak se mi zdi, da je bilo vredno, zato ker zdaj tekst bistveno bolje komunicira z bralcem. Hvala lepa. Pravzaprav ste bili tudi vi že strokovni recenzent pri prvi knjigi. Res je, da ta peljava nekako mednaslovov tekst dela veliko bolj berljiv. Po drugi strani pa kako to nekako korespondira z takimi tipičnimi znanstveno-kritičnimi izdajami, kam lahko umestimo to slovensko izdajo glede pristopa, kakor smo se odločili, da z rdečim delom, z rdečo barvo ločimo nekako te urivke, bi rekla, kasnejšega časa Olivijevo besedilo. Glede na ta dopolnila, pravzaprav bi lahko rekli, da je ta izdaja Livija, da je poljudno znanstvena. Čisto tako, če bi jo umestil. Kljub prvotnemu morda pomisleku, se mi potem, ko sem gledal še enkrat besedilo, vendarle glede na to, bom rekel, maso podatkov, dogodkov, s katerimi se bralec srečuje, bodo bralcu ti dodatki vendarle pomagali k boljšemu razumevanju. Tudi zato, ker je Plinij pri svoji pripovedi pogosto Livij se opravičujem. Livij tak, da rad preskakuje, se vrača nazaj in tako naprej. Pripoved ni vedno, bom rekel, premočrtna, ampak velikokrat preskakuje in mislim, da bodo vendarle ti dodatki, res je, ni mogoče tak Livij, kot si ga lahko z filološkega vidika predstavljamo, ampak vendarle za večino bralcev, ko bodo posegli, potem bodo pa ta dopolnila in bodo v pomoč. Pa še eno vprašanje, vsekakor akademik Primož Simoniti je dolga leta opozarjal na to res izredno belo liso v slovenski prevajanju antike, torej da Livijeve zgodovine nimamo v slovenskem jeziku. Sami ste pripravili krajši historiat, vendarle danes to predstavljamo kot nek popoln novum na slovenskem.
pa vendarle je bil Livij že prisoten seveda na Slovenskem tudi pred tem, nikoli pa seveda v tako celoviti ediciji. Ja, res je, pravzaprav je tako. Če bi šli zdaj nazaj celo do srednjega veka, in bi pravzaprav ni bilo srednjeveške knjižnice skoraj, ki ne bi imela vsaj enega odlomka Livija. Potem Livij je bil torej od srednjega veka, potem v obdobju humanizma, je bil že redni del šolskega kurikuluma. Predvsem zaradi te svoje pripovednosti in predvsem zaradi vsebine, ti mitični začetki so bili vedno zanimivi in poučni, pa potem seveda Hannibal in spopad z njim. In tako da pravzaprav že tudi v času humanizma je eden od bolj branih in tudi obravnavanih piscev. Potem recimo pozneje v novem veku, če gledamo samo to naše področje, recimo Terezijanska gimnazija pa predmarčna gimnazija, v tistih časih so dijaki Livija redno brali v višjih gimnazijskih razredih, pa tudi po letu 1849, ko po šolski reformi je bil Livij vedno redni del oziroma del železnega repertoarja, ki so ga dijaki brali v gimnazijah, in sicer so ga brali v 5. ali 6. razredu, vedno, torej Livija kot proznega pisca, vedno sočasno z Vergilijem. Tako da so v bistvu Vergilijevo Eneido, kjer se srečamo z mitičnimi začetki Rima, in potem sočasno s tem tudi Livij, bodisi prva, bodisi največkrat 21. knjiga. Drugače pa na Slovenskem smo pravzaprav dobili prvo izdajo, bom rekel, narekovajo Livija leta 1903, ko so bila nekatera Livijeva besedila vključena v čitanko za 6. gimnazijski razred. Pozneje pa smo dobili celo 2 komentarja k 2 Livijevima knjigama, k 1. in 21. knjigi, ki sta nastala kot pripomoček dijakom za prevajanje teh 2 Livijevih knjig. No in potem še leta 1935, ko je profesor Marko Bajuk izdal še eno latinsko čitanko in je vanjo tudi vključil odlomke iz Livija. In ne glede na to, bom rekel, prisotnost in popularnost, nikoli, razen tu pa tam kakega krajšega odlomka, nismo dobili nobenega prevoda. Tako da je pravzaprav delo našega profesorja v bistvu res, to je res oranje ledine. Vse, o čemer sem govoril doslej, to so neki ekscerpti, manjši odlomki, zdaj pa res govorimo o integralnem prevodu, kar pa je res pravzaprav velik podvig, ne samo za prevajalce, pa tudi za založbo, da se česa takega loti. Hvala za komplimente, založbi seveda samo ob vaši podpori in pomoči, tako izjemnega urednika, kot tudi seveda prevajalcev. Trenutno imamo nekako dogovorjen projekt preko Javne agencije za knjigo, tako da bodo 3 knjige oziroma 3 zvezki, če se pravilno izrazim, in ne govorim seveda v kontekstu Livijevih knjig, torej 3 taki zvezki, kjer je po 5 Livijevih knjig vključenih, so zagotovljeni, da bodo najbrž išli. Projekt bo tudi financiranje strani Javne agencije za knjigo. Seveda, nadaljevanje pa je odvisno tudi od bralstva in naklonjenosti takim projektom. Vsekakor pa o njegovem pomenu in veličini takega projekta moramo nekaj na tem mestu spregovoriti, kaj pravzaprav dr. Aleš Maver pomeni prevod. Vi kot zgodovinar tudi lahko poveste, kaj to pomeni za samo slovensko kulturo in seveda tudi slovensko zgodovinopisje na nek način. Ja, kot je bilo že povedano, je profesor Simoniti dolgo opozarjal na pomanjkanje tega prevoda kot na veliko
Kopelo, Liso v slovenskih prevodnih knjigah. Mislim, da eden od razlogov, zakaj tega prevoda ni bilo, je bila ravno, po mojem mnenju, močna zastopanost Livije pri šolskem pouku, ker je bila tudi potuha, saj tudi številni druga besedila, ki so bila del železnega repertoarja, so primerjali z nekaterimi drugimi teksti, kasneje doživela dejansko slovenski prevod. Livije se spominjam recimo tudi še v hrvaških Hrestomatiji, Latini ali antologiji Latini je imel seveda ključno mesto, tam je bil seveda zadnji odlomek, je bil, kako Rimljani odpeljajo v ujetništvo ilirskega kralja Gentija, ki je bil južnim Slovanom posebej ljub, razumljivo. Ampak gotovo je, da je to ravno za slovensko zgodovinopisje pravi praznik, ker je dejansko Livij, kot smo danes že večkrat slišali, osrednji vir za to najzgodnejšo rimsko zgodovino. Zelo ni presenetljivo, pa zato, da se ohranilo ravno 45 knjig iz tistega dela, ki je bil njemu osebno morda manj pri srcu. Ampak za poznejša obdobja so obstajala dela, ki so morda obveljala kasneje za tehtnejša ali pa celo so imela bolj prave avtorje iz tega senatnega izročila. Livij je pa tisti, ki je na neki način na koncu zaključil daljše izročilo, o katerem je znal tako sijajno predavati prav profesor Simoniti. In moram reči, da se mi je kar milo storilo, ko sem po dolgih letih pri branju o Liviju ponovno naletel na ta zaprašena imena zgodnjih rimskih analistov, kot je recimo neki obskurni Koili Antipater, in sem se spomnil, s kakšno ljubeznijo je pravzaprav profesor Simoniti te prve korake rimskega zgodovinopisja opisoval, da se ne omenjam tistega, kar mi bo pa ostalo do konca življenja v spominu, to pa je njegova parafraza Polibijevega opisa, kaj se zgodi, ko umre pomemben Rimljan, in kako potem seveda pride do tiste povorke mlajših članov družine z maskami in kako potem na koncu najstarejši sin spregovori o pokojnikovih zaslugah in iz tega je potem seveda ne samo Simoniti, ampak tudi drugi so izpeljevali začetke rimskega zgodovinopisja. Ampak doslej smo v glavnem Livija lahko tudi študentom predstavljali samo od daleč s pomočjo tekstov v tujih jezikih. Zdaj bom pa lahko naslednje leto prvič stopil pred študente in jim posredoval odlomek iz prevoda profesorja Simonitija, se pravi v zborni slovenščini, kot smo že slišali, in se bodo lahko potem sami vsaj iz 1,5 roke, zato ker prva roka bi bila vseeno latinski tekst, ki pa jim je žal večini zapečaten kot 7 pečati, tako da bodo te besede o Liviju kot lažnivcu ali pa Liviju kot tistem, ki je vendarle v osnovi zadev razvoj zgodnjega Rima, dobile večjo težo. Tako da za nas zgodovinarje je takšna izdaja, in mislim, da ravno izdaja prvih 5 knjig je tukaj ključna, ker to je tisto, kar je Livij najbolj prinesel k naši kulturni dediščini. Dejansko, ne glede na to, ali je Romul obstajal, ali se je Lukrecija res fentala, ta dva bosta na neki način za vse večne čase bolj navzoča v zavesti povprečnega Evropejca, kot recimo kak Pompej ali pa Klavdij ali Caligula ali kaki seveda zgodovinsko veliko bolj otipljivi liki.
Skoraj ni mogoče preceniti pomena tega, da lahko se sedaj s temi liki srečamo v tistih opisih, ki so pravzaprav ob opisih mogoče še kakega Dionizija iz Halikarnasa navdihnili praktično vse izučilo, da ne omenjam številnih del likovne umetnosti, ki jih je navdihnil Livij, od mogoče najbolj znane Lukrecije, Lukasa Kranaha, Ropa Sabink, Rubens, Solega in tako naprej. In tako da. Dejansko je bila to Bela lisa, ki je verjetno tudi malo povezana bila s tem, da niso hoteli dajati potuhe učencem, ki so morali Livija guliti. Spomnim se, med drugim, kako se je med tem pojamral nekdanji ljubljanski nadškof Anton Stres, kako je v gimnaziji na Šalati gulil tega nesrečnega Livija, ure in ni videl v tem pravega smisla. No, če bi imel na razpolago prevod profesorja Simonitija, bi seveda pogoljufal, tako kot smo mi goljufali, ko smo prevajali tekste iz Jerovška Košana, kjer smo bolje znali skoraj latinsko kot slovensko, tisto njegovo slovenščino, ampak potem smo ugotovili, katere tekste je sta avtorja uporabila. Skratka, to je res praznik za slovensko zgodovino. Hvala lepa, Aleš Maver. Praznik za slovensko zgodovino, ki se je dejal in hkrati potuha študentom. Ne nazadnje je... Nimajo več toliko latinščine. Ne nazadnje je seveda tudi praznik za slovensko klasično filologijo. Bo to potuha ali pomemben prispevek pri vašem delu, dr. Bovrin? Jaz mislim, da bo olajšanje. Tisto, česar se jaz spominjam, to je zanimivo, vsak ima svoj prizor, najbrž v spominjam iz svojih študijskih let, ampak tisto, česar se jaz spominjam, je, da ko je prišel Livij, na filologiji so bile vedno veselje pa trpljenje študentov so bile vedno lektire, skratka izvirniki, ki jih je bilo treba prebrati. In te lektire so eksponentno rasle od prvega do zadnjega letnika. Zadnji letnik je bil običajno absolventski, ki se je raztegnil po potrebi, glede na to, koliko je teh lektir ostalo. Ampak Livij, ki je bil pa vedno na koncu. In Livijeva lektira je bila takšna, da se je ni več dalo delati na sistem, po katerem smo delali lektire do takrat. Skratka, da si šel čez besedilo, prepariral besed. Livija je bila pa enostavno toliko, to si najbrž Simoniti zamislil, ne vem, kdo je bil za tem. Livija je bila pa enostavno toliko, da to ni več šlo. Skratka, z Livijem je bilo preprosto treba začeti brati. To je moj osnovno spomin na Livija. Kaj bi dal takrat za to knjigo? Seveda tudi enako vprašanje dr. Mateju Hriberšku, izkušnje študentske ob pomanjkanju tovrstnih prevodov in pa vendarle tudi še nadgradnja tega vprašanja, kaj pomeni sam prevod za slovenski jezik, za bogatitev slovenskega jezika in seveda tudi samega razumevanja, transkripcije imen in podobnega, o čemer smo nekaj že slišali. No, morda še en kratek ekscep z tega študentskega vidika. Po profesorju Simonitiju sta oba kolokvija, tako iz najhujša kolokvija, tako iz Livija kot iz Tacita, pripadla meni kot izpraševalcu. In moje dolgoletne zdaj že izkušnje z obima so takšne. Ali za oba velja enako, ali jo zasovražiš, ali jo vzljubiš. Vmesne poti pa skoraj da ni. In študenti se delijo na tiste, ki imajo bodisi rajši Tacita ali tiste, ki imajo rajši Livija. Torej odvisno, kaj te bolj pritegne, ali ta širok, epsko zasnovan pripovedni slog, kakršen je Livijev, ali pa ta izcizeliran, izbrušen, kratek, razsekan Tacitov jezik oziroma pripovedni slog,
s katerim ti v 4 besedah pove 2 stavka, kar se ti zdi že skoraj statistično nemogoče. Drugače pa kar zadeva pa jezik, mislim, bi čisto na kratko rekel po tem recenzenskem branju takole, da je v tem prevodu profesor Simoniti pravzaprav na teh 400 in nekaj straneh pokazal vse svoje prevodne registre, ki si jih je brusil ob, številnih prevodih, ki so nastali izpod njegovega peresa, in se mi zdi, da kar zadeva njegove prozne prevode, da predstavlja res Livij njegov vrhunec. Moram reči, da v samem prevodu ni posegal po kakšnih neologizmih in podobno, ampak moram pa reči, da slovenščino bi pa pravzaprav in tudi slog, s katerim se je lotil prevajanja, bi pravzaprav označil z enim samim pridevnikom. To je res žlachten jezik. Hvala za te žlahtne besede o profesorju, ki smo ga vsi tako zelo cenili in ki je seveda v slovensko zakladnico prispeval toliko izjemnih prevodov in tudi seveda svojih znanstvenih del za Matico, ne nazadnje tudi izjemni knjigi v humanistik na Slovenskem. Seveda pa ta žlahtnost je hud izziv za bodoča prevajalca. Se boste s tem lahko soočili, kako se lahko nekako utre neko lastno prevajalsko pot, potem ko je že tako imenitno začrtana? Je zelo težko. Mislim, da vsaj sam bom ravnal tako, kot je ravnal Benedikt XVI, ki se je dobro zavedal, da ne more tekmovati z nastopom in pristopom Janeza Pavla II. In je pač deloval po svoje in ni poskušal tekmovati s tistim, ki ga ne more premagati. In tudi sam nimam, nikakor ne bom tekmoval s profesorjem Simonitijem. Tako da je pa to seveda veliko breme. Veš, da je on tudi tisti prevajalec, ki so mu uspeli nekateri prevodi, ki so boljši od izvirnika, in to trdim za vso odgovornostjo. Čeprav nekateri pravi, da je to nemogoče. Tako da se bom zadovoljil z tem, da obstanem v ligi, ne bom naskakoval naslova prvaka. Če smem mogoče samo en majhen dodatek, pri prevodu mislim, da je imel naš profesor eno veliko prednost oziroma nekaj malega razkošja, ki si ga pa žal mlajši prevajalci v tem obdobju težko privoščimo. Namreč ta prevod je res pilil skozi leta. To, bom rekel, ta časovna komponenta je pa žal nekaj, kar nam v zadnjih 3 desetletjih ni ravno dano, ampak se bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Mi smo se potrudili, da vam približamo Livija, da približamo te imenitni prevod akademika profesorja dr. Primoža Simonitija. Nismo poskušali delovati v Livijevem slogu, mislim, da smo bili glede na seveda tako ugledno udeležbo gostov in tudi številčno dokaj koncizni, strnjeni, jedrnati, pa vendarle prepuščamo besedo občinstvu. Z veseljem sem prepričana, vam bomo na vaše vprašanje odgovorili naši gosti. Imam vprašanje, bo v tem prevodu tudi vse ti grški izvlečki od Livije. Če ne boste vi izdali tega, naslednjih 100 let na slovenske ne bo nišče izdal. Načeloma se ravnamo po tej kritični izdaji in tam je kompleten aparat. Skratka, tudi tukaj so že, če greste pogledati, so že peer review zraven. Tako da, pa mislim tako, da za posamezne knjige celo po 2. Tako da tukaj bo
bo vse, kar boste iskali. Hvala. Morda še kakšno vprašanje? Če vprašanj ni, dovolite, da se zahvalim današnjim gostom, docentu dr. Davidu Mogorinu, izrednemu profesorju dr. Mateju Hriberšku, docentu dr. Alešu Mavru. Zahvalim seveda tudi našemu izjemnemu prevajalcu, akademiku, profesorju dr. Primožu Simonitiju, tako za ta prevod, kot vse, kar je za našo zavest o antiki med Slovenci naredil v svoji preteklosti in tudi seveda, kar je naredil za Slovensko matico. Knjiga je na voljo danes po posebni ceni, vsekakor pa sledi tudi še druženje in kakšno neformalno vprašanje zunaj. Hvala lepa vsem.